Nahajamo se v galeriji Ekvurna, kjer smo v gosteh z razstavo Franc Mesarič, izbor slik in del na papirju iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota. Razstava je rezultat sodelovanja z galerijo Ekvurna, oziroma natančneje rečeno je rezultat odličnega sodelovanja z galerijo Ekvurna. In v tem relativno majhnem prostoru smo poskusili predstaviti presek ne 60, ampak 50-letnega ustvarjanja Franca Mesariča. Franc Mesarič je bil član skupine DHLM, se pravi skupine, ki je bila poimenovana po akronimih njenih članov: Ladislav Danč, Štefan Hauko, Lojze Logar in Franc Mesarič, ki je delovala od leta 1970 do 1974 in je bila izjemno pomembna tako za Mursko Soboto, kakor za Prekmurje nasploh. Zakaj? V bistvu smo mi šele s to skupino dobili neko artikulacijo slikarskega modernizma v tem prostoru in tudi skupina sama ni imela nekega skupnega programa. Združili so enostavno zaradi tega, da tako rekoč lažje obstojijo v tem času in v tem prostoru. Zdaj, pri tej skupini smo se srečali recimo pri Ladislavu Danču, ki je tudi prvi od skupine umrl že v 70-ih letih, z neoekspresionizmom, z Štefanom Haukom z magičnim realizmom, z Lojzetom Logarjem z pop artom in z Francem Mesaričem z osebno nekim dialogom z pop artom in predvsem z fotorealizmom. Zdaj, prva najstarejša slika na razstavi je slika orka. Zdaj, za to sliko je značilno za tiste čase velik format, značilne so ploskve, ki so razmejene s tem hard edgem, in značilno je tudi nenavadna žival. Se pravi, ko je ta slika sama po sebi zaradi vseh teh označevalcev nakazovala neko tujost temu okolju. Se pravi, okolje, ki je bilo navajeno na domačijske slike malih formatov, se je zdaj soočilo z veliko sliko, z plosko sliko, kjer se niti ne poskuša ponazoriti nek iluzionizem, in z nenavadno živaljo, z orko, z akvaparkom, ki prav gotovo, se pravi živaljo, ki prav gotovo ne sodi v našo fauno. Se pravi, skoraj da 100% element tujosti. Da pa bi se ta tujost še izpostavila na nezavedni antropološki način, pa lahko to razberemo iz same roke, kar seveda ni bil umetnikov zavesten namen. Roka, ki z ribami hrani te orke, ima progasto oblačilo. Progasto oblačilo so pa skozi zgodovino bila znana kot oblačila, ki so jih nosili nezaželeni elementi ali pa outsideri. Recimo rablji, berači, prostitutke, gobovci in podobno. In v 20. stoletju seveda tudi zaporniki. Potem nekako Franc Mesarič to zadevo zrahlja s tem svojim pristopom do fotorealizma, ki, kakor pravi, ga takrat ni poznal, je po naključju prišel do tega izraza. In Murska Sobota, eno majhno mesto, je takrat dobila te prve mestne kubuse. In Mesarič ne samo, da bi odslikaval te kubuse, ampak jih na nek način interpretira, se pravi, za razliko od ameriškega fotorealizma, kjer je stvarnost bolj stvarna od same stvarnosti, se pravi, prehiteva samo sebe, pa je Mesarič da en poseben čustven naboj. Se pravi, ti mestni izrezi, ki so jih prebivalci vsakodnevno se srečevali z njimi in so jim predstavljali neke orientacijske točke, postanejo sedaj elementi utujenosti. In vedno je Mesarič slikal tisto, kar je videl, bodisi skozi okno svojega doma, bodisi skozi okno svojega delovnega mesta ali pa skozi vetrobransko šipo svojega avtomobila. In vedno imamo pri teh slikah, ki jih potaplja v neko hladno fluorescentno kopel, kjer ni ljudi, če pa so že, pa so naslikani brez obrazov,
vedno imamo občutek nekega anorganskega očesa, se pravi, mi vedno gledamo nekaj, ampak imamo občutek, da nekaj hkrati tudi gleda nas. Se pravi, ti kadri niso atraktivni, kadri so naključni. Prikazuje to, kar je dejansko videl skozi okno, pri čemer pa seveda zadeve malo priredi. To recimo vidimo na sliki most čez kanal, kjer združi dva kadra. Če bi dejanski pogled iz njegovega okna bil tak, potem bi hiša morala biti v samem kanalu, on je pa združil pogled in most čez kanal. Zanimivo je, da je tudi njegovo diplomsko delo, ki jo sedaj hrani Pomurski muzej Murska Sobota, ima naslov Okno in prikazuje trodelno okno. In trodelna okna so ponavadi podobna triptihom, poznogotskim triptihom, se pravi, delavniške strani so bile v grizaju in so bile zaprte. Za praznike se je ta triptih odprl in je vabil k pogledu. Se pravi, tak recimo en pogled iz svojega prvega stanovanja ima Franc Mesarič na eni sliki, ki ravno tako hrani Pomurski muzej. Tisto okno spominja na ta tridelni odprtekrilni oltar. In seveda ob teh pogledih, obračanjih pogleda se spomnimo tudi na film Alfreda Hitchcocka Dvoriščno okno, kjer so tista okna, sosednje stavbe, ki jih novinar z zlomljeno nogo opazuje, kaj drugo ne more opazovati, imajo ravno tako formo odprtega triptiha, se pravi triptiha na dan praznika, ki vabi k človeškemu pogledu. In ravno v tej zagati voajerja, ki je ujet pri svojem gledanju, ravno to napetost imamo pri teh slikah Franca Mesariča, ne glede na to, da na njih ni nobenega človeka. Napetost ostaja vse skozi prisotna in vedno tukaj se srečamo z neko utujitvijo, tujostjo, tesnobnostjo, melanholijo, kakorkoli bi pač to imenovali. In eno majhno mesto na njegovih slikah postane velemesto, postane izraz velemesta in postane izraz nekega mesta duhov, kjer je vse, kar je samo ta hladna svetloba. Se pravi, ko se Mesarič preseli v svojo hišo, zopet naredi dve sliki, dva pogleda skozi okno. Eno je prej omenjeni pogled na kanal, drugo je pa slika, ki nosi ime Pokrajina in kaže pogled z drugega okna. Leta 1979 se nekako Mesarič naveliča te svoje lastne interpretacije fotorealizma in ga začne rahljati. Najprej tako na sliki doma, recimo, postavi samo silhueto slike, ki prehaja v žalozije in potem ta slika prehaja v brešljane. Se pravi, v neke fašistične brešljane, rdečih in zelenih barv. En mali brešljan imamo tudi tukaj razstavljen na razstavi v Ekurni. Je pa značilno, da se pa tega iluzionizma ne odreče povsem. Vsaj prenekatere slike brešljanov imajo še iluzionistično, tako rekoč skrito ali prikrito naslikane cevi, radiatorja in podobne zadeve. Potem v leta 1984 naslika svoj triumfalni avtoportret, ki se mi zdi, da je izraz neke umetnikove osvoboditve. Sam pravi, da je ta slika izraz slutnja razpada komunizma, zato v eni roki drži kladivo, v drugi srp. Osebno pomeni, da je prišlo do enega izjemnega zadovoljstva, ki ga je začutil v svojem ateljeju. Takrat se pojavljajo cikli doma in ne nazadnje nam tudi na to kaže ta, če odmislimo srp pa kladivo, vidimo, da gre za triumfalno gesto. To je gesta Mojzesa med bitko Izraelcev z Amalečani, se pravi, dokler je Mojzes držal roke križ, ko so Izraelci zmagovali.
in hkrati gesto, triumfalno gesto športnikov, tekača ali trikača Formule 1, ki pride v cilj kot zmagovalec. Je pa tukaj še eden izjemen detalj, to so poudarjene slikarjeve noge. Te noge so bose. In ko se srečamo z bosimi nogami v zgodovini umetnosti, nam to kaže na sveta tla. Se pravi Mojzes na gori Sinaj ali zakonca na Van Eyckovi z Arnolfinjevi z roke. Se pravi, zdaj so ta sveta tla za umetnika njegov lastni atelje in zraven pa imamo še en majhen križ, ki pa na en način ponazarja slikarjevo držo, na drugi strani je pa ta križ sestavljen iz 6 kvadratov, se pravi iz Mesaričevega najljubšega geometrijskega lika, iz katerega se pa da sestaviti geometrijsko telo, kocko. Potem se po obdobjih asemblaža slikar odloči za geometrijsko abstrakcijo, potem iz te geometrijske abstrakcije pride do cikla ravnic in ikon. Recimo v sliki ritma ravnice se srečamo z tem prekmurskim horizontom, ki ga tako pogosto srečamo, oziroma njegovo tematizacijo srečamo pri slikarjih, ki izhajajo iz Prekmurja. Ta horizont enostavno multiplicira. Se pravi, zopet se pojavi ena nevzdržnost, ena ne lepa, neugodna nevzdržnost, kak pa vsaka nevzdržnost je. Se pravi, ravna črta, multiplicirana, ti kaže gledalcu na eno polje, iz katerega enostavno nima možnosti izhoda drugam kot nazaj v te multiplikacije teh črt. Leta 2004 začne Mesarič slikati svoj cikel Kopalce, zopet uporabi fotografijo, tako kot jo je uporabil v 70-ih letih. In zdaj slikar, ki si je v otroštvu prizadeval biti morjeplovec, končno pride do neke svoje obale, ampak to, kar sreča tam, v tem morju ni razigranih ork, ni nekega živžava, kakršnega smo navajeni ob morju, se pravi nekega dopustniškega vzdušja. Edino, kar tam sreča, je to kamnito morje in ti kopalci, ki so ponekod postavljeni, naslikani z takim žarečim inkarnatom, da se nam zdi, da gre za figure, ki so naslikane écorché, se pravi odrte. Pri nekaterih imamo občutek, da se držijo svoje lastne odrte kože v smislu prevelikih oblek. Večina kopalcev pa odhaja, se pravi kaže nam hrbet in odhaja nazaj v morje, torej poslavlja se od tega življenja. In tukaj mi pride na misel Ivo Andrić, ki je v Znamenjih ob poti govoril o kosteh, ki ostajajo po ljudeh in pravi, da to ni dosledno, ter da od človeka ne sme ostati nič. In v teh Mesaričevih kopalcih ne bo ostalo nič, saj se vse te figure spreminjajo v to morje zmletega betona.